Kljub temu, da je zunaj pravzaprav, kot lahko vsi vidite, že majčkeno bolj toplo in da kar kliče pravzaprav, da bi se srečali v živo, tudi tale epidemijska situacija se je pravzaprav poboljšala, tako da počasi verjetno se bomo lahko tudi srečali kaj v živo. Zaenkrat seveda še vedno veljajo tele ukrepi, pri nas v Viteški bi nekje lahko en človek na 10 metrov, no, tako da bi nas nekje 10 ali 12 morda lahko bilo, kot veste, običajno nas je nekje na srednjih večerih bilo 22, 23 plus, vrhunce smo dosegali tam pri 80, 90, no danes je drugi prek Zooma sredin večer, jaz vas vse zelo lepo pozdravljam, posebej med nami pozdravljam predavateljico dr. Vlasto Stovbar, mislim, da mi jo ni treba posebej predstavljati, zaposlena Univerzitetna knjižnica Maribor, vodja enote za domoznanstvo, posebne zbirke, skrbnica rokopisne zbirke, zbirka raritet in stare periodike, Maistrove knjižnice, kar je v teh dneh posebej aktualno, ko končujemo virtualno Maistrovo pot pod okriljem Medobčinskega muzeja Kamnik. Drugače pa vsa ta leta smo zelo veliko govorili o ženskah, o Majniški deklaraciji, o deklaracijskem gibanju in seveda tukaj mislim, da vsi njene tekste zelo dobro poznamo ali pa premalo dobro poznamo, smo jih pa seveda vsi brali. Tu sem že pokazal še enkrat njena knjiga, ki je šla res tako obsežno, bogato delo, narejeno res po arhivih, vse mogoče gradivo, tudi zelo veliko stvari objavljeno. Nekako pa seveda bi mogoče še upozoril to, da verjetno tudi vsi poznate njeno knjigo o kulturnem utripu v Mariboru, ki nekje je bila takrat, ki je išla, bom rekel, odlično dopolnilo tega, kar je dr. Dragan Matič naredil za Ljubljano, tako da smo pravzaprav oba največja mesta slovenska smo nekako pokrili za kulturnim utripom po zaslugi dr. Vlaste Stovbar, tudi za Maribor. Zdaj pa, da ne bom predolg, ker nekako z Vlasto smo se pogovarjala, da nekje predavanje naj bi ne trajalo dlje kot 45, največ 50 minut, pa predajam kar besedo dr. Vlasti Stovbar. Vlasta, lepo prosim. Ja. Hvala, Marko. Torej, lep pozdrav vsem skupaj iz Maribora. Tako da, kot je bilo že rečeno, smo verjetno v teh prejšnjih letih ob 100-letnici Majniške deklaracije in konca Prve svetovne vojne že marsikaj slišali, pa vendar jaz mislim, da je to tema, na kateri ne bo nič narobe, če še kakšen večer, torej tudi ta današnji, posvetimo tej tematiki, ki je prav gotovo eden od prelomnih dogodkov v slovenski zgodovini. Zdaj, glede na, vidim, kdo so poslušalci, imam kar malo treme, ampak mogoče bodo seveda nekatere stvari že povsem jasne, pa vendar, da lažje potem nek okvir zaokrožimo, bom seveda povedala nekatere stvari, za katere pravzaprav vsi že vemo, pa se mi zdi, da je prav, da jih v tem kontekstu pač še enkrat ponovim. Preden se torej posvetim tem prelomnim dogodkom v slovenski zgodovini, pa si bom privoščila, da preberem en citat iz spominov Štefana Cvajga, ki je meni ljub, tako da nekako orišemo, kakšno je bilo življenje v Habsburški monarhiji na prelomu stoletja ali pa oziroma pred začetkom Prve svetovne vojne. In sicer pravi takole: zares je bil proti koncu tega mirnega stoletja splošni vzpon vedno vidnejši, vedno hitrejši, vedno mnogovrstnejši. Ponoči so gorele po cestah električne žarnice namesto motnih leščerk, trgovine so prodrle s svojim zapeljivim novim bleskom predmestja. Že je lahko govoril človek s človekom na daljavo, že je čudovito naglo brzel dalje z vozom brez konja, že se je uspel zračne višave v uresničeni Ikarovi sanji. Udobje je prodiralo iz odličnih hiš v meščanske domove, ni več bilo treba nositi vode iz vodnjakov in sodnikov, niti s težavo prižigati ognja na ognjišču. Higiena se je širila, nesnaga je izginjala. Ljudje so postajali lepši, močnejši, bolj zdravi, odkar je šport utrjeval njihova telesa, vedno redkeje si videl na cestah pohabnice in nakazne ljudi. A vse te čudeže je ustvarjala znanost, velik varuh napredka. Tudi na socialnem področju je šlo navzgor. Posameznik je iz leta v leto dobival nove pravice, sodstvo ravnalo mileje in celo najhujši problem, beda širokih množic, se ni zdel več nepremagljiv. Vse širši krogi so dobivali volilno pravico in s tem možnost, da zakonito branijo svoje koristi. V naši skoraj tisočletni avstrijski monarhiji je bilo videti, kot da je vse zgrajeno na trajnih temeljih in da država sama najvišji porok te stalnosti. Ta občutek varnosti je bil najdragocenejša lastnina milijonov ljudi, bil je njihov skupni življenjski ideal. Le v taki varnosti se jim je zdelo vredno živeti in vedno širši krogi so želeli biti deležni te dragocene dobrine.
Sprva so uživali to prednost samo imoviti ljudje, polagoma pa so se prebijale do nje široke množice. Konec citata. Torej, na nek način monarhija nasproti je nudila kreativni milje za nastanek visoke kulture, specifično srednjeevropsko usmerjenostjo. Kulture, ki ni bila več omejena le na ozek krog elit na Dunaju, Pragi ali Budimpešti, ampak je postala nekakšen temelj življenjskega sloga in načina mišljenja, razširjena po vseh območjih monarhije. Monarhija je tako na nek način združevala dva svetova, in sicer eden svet mržnje in spopadov, nacionalnih idej in političnih bojev, drugi pa svet sodelovanja, razumevanja, strpnosti, prizadevanj za sporazumne rešitve na kulturnih, političnih, narodnostnih in drugih področjih. Vendar ob zatonu 19. stoletja se je habsburška monarhija nekako znašla v hudi krizi. Velik problem je bil že v samem dualizmu, saj zaradi ohlapnega dualističnega ustroja sploh ni delovala kot enotna država. Obe državni polovici so sicer povezovali skupni vladar, finance, vojska in enotna zunanja politika, toda v resnici sta bili razdvojeni. In kakšen je bil položaj Slovencev v habsburški monarhiji na predvečer velike vojne? Slovencem je bila seveda po ustavi zagotovljena narodna enakopravnost, zgodovinska struktura kronovin in od leta 1867 tudi dualistična ureditev države. Kljub neugodni socialni strukturi, namreč leta 1910 so pripadali 2/3 slovenskega prebivalstva agrarnemu sektorju, jim je uspelo izoblikovati dokaj razvito nacionalno družbo z diferenciranim političnim, kulturnim in gospodarskimi strukturami, ki so imele za posledico nacionalno povezanost preko deželnih meja. Manjkala nam je pravzaprav le lastna univerza in kljub dobro razvitemu zadružništvu so obstajale dokaj šibke gospodarske organizacije z majhnim deležem slovenskega kapitala. Samouprava je bila v okviru deželne avtonomije, v bistvu le na Kranjskem v slovenskih rokah. Slovenski politični eliti tako stanje ni zadoščalo. Lahko bi jaz tole prezentacijo, samo da jo šeram, pa bomo. Deluje. Se vidi? Se vidi, odlično. Ja. Torej, politična teža Slovencev v mnogonacionalni državi je bila skromna. V bistvu ljudsko štetje leta 10 je izkazovalo na podlagi občevalnega jezika okrog 1.300.000 Slovencev, kar je predstavljalo približno 4,5% celotnega prebivalstva avstrijskega dela države. Po volitvah leta 2011 je uspelo slovenskemu zastopstvu v državnem zboru, ko je v Dunajskem parlamentu sedelo 23 slovenskih poslancev. Kot vemo, je sam državni zbor štel 516 ljudi in takrat so se začele sooblikovati večje parlamentarne skupine. Leta 1909 je na pobudo dr. Ivana Šuštaršiča, takratnega načelnika Slovenske ljudske stranke in poznejšega kranjskega glavarja, nastala Slovenska unija, ki je bila sestavljena iz večjega dela čeških, jugoslovanskih in rutenskih poslancev. V narodno-političnem pogledu si slovenska politična elita v zadnjih letih pred prvo svetovno vojno od ostarelega monarha in od avstrijske vlade ni veliko obetala. Od njiju ni pričakovala potrebnih državnih reform, pač pa vse svoje upe upirala na prestolonaslednika Franca Ferdinanda, kar pa se je razblinilo leta 1914 ob atentatu nanj. Zdaj, slovenska politika, ne glede na strankarsko pripadnost, je že vrsto let pred prvo svetovno vojno bila usmerjena v povezovanje z drugimi južnimi Slovani v monarhiji, še posebej s Hrvati. Ni se čutila sicer sama dovolj močne, da bi torej sama dosegla narodne cilje. Politične težnje ogromne večine Slovencev so bile v času ustavne dobe konstantne. Dualizem so imeli za največje zlo, politiko ogrske vlade pa za negativno in škodljivo za slovanske interese. Želeli so si preureditev monarhije v federacijo enakopravnih narodov. Pobude za graditev političnih vez z drugimi Jugoslovani, predvsem s Hrvati, je prihajale vse slovenske ljudske stranke, ki je imela takrat, bomo rekli, sposobne voditelje, torej Ivana Šuštaršiča, Janeza Evangelista Kreka in Antona Korošca. Vplivna avtoriteta je bil seveda tudi ljubljanski knezov škof Anton Bonaventura Jeglič. Krek pa je bil na nek način tisti, ki je začrtal smernice sodelovanja s Hrvati, kar je pozneje postala tudi splošna strankina linija. Torej, Slovenci so se pred prvo svetovno vojno v vseh treh političnih strankah navduševali za jugoslovansko idejo. Glavni razlog, zakaj, je bil strah pred naraščajočo germanizacijo, neugodnim gospodarskim razvojem
in da bi Hrvati in Srbi v svojih konceptih ne zapustili in prepustili Nemcem in Italijanom. Čež, da so preveč na robu slovanskega sveta ali tudi preveč ogroženi. Torej, niso hoteli, da bi se jugoslovanski program načrtoval brez njih. Vendar se je slovenska politika, kljub močni slovenski jugoslovanski usmerjenosti, vse do razpada monarhije trdno gibala v okviru možnosti, ki jih je dajala Avstrija. Tem razmeram v avstrijski politični podobi se je v letu 17 torej prišlo do ponovnega delovanja državnega zbora in tako so dnevi pred ponovnim odprtjem državnega zbora leta 17 bili nedvomno nemirni. Seje različnih organov so se vrstile, južnoslovanski poslanci pa so intenzivirali svoje prizadevanja. Kot vemo, so člani predsedstva in parlamentarne komisije Hrvaško-slovenskega kluba se sestali že v konec aprila, 26. in 27. aprila 1917 na Dunaju, da bi se pripravili na bližnji pričetek ponovnih zasedanj državnega zbora. Sestali so se tudi obe parlamentarni komisiji Hrvatsko-slovenskega kluba in Češke zveze in ugotovili, citiram, popolno soglasje pri presoji političnega položaja. Slovenski politiki so vzporedno za prizadevanje, da bi na Dunaju normalizirali zaradi vojne pretrgane odnose z oblastnimi ministrstvi in obenem izkoristili novo zastavljene stike za ustalitev južnoslovanskega stališča, poživili dejavnost tudi v domačem političnem okolju. Vodilna vloga je bila zbiranje in koncentracija narodnih moči, ne glede na strankarsko pripadnost. Svoje želje so Slovenci predstavili novemu cesarju Karlu 21. maja 17 v okviru konzultacij, torej v okviru konzultacij, ki jih je imel z vodilnimi politiki strank, in sicer so se kot predstavniki Hrvaško-slovenskega kluba z njim sestali Korošec, Krek, Šušteršič, Pogaček in Spinčič. Šušteršič je na tem sestanku podal zahtevo po, citiram, skupni jugoslovanski provinciji v monarhiji. Vendar so kasnejši pogovori z ministrskim predsednikom jasno pokazali, da ni bilo pričakovati spremembe ustave in da bo jugoslovansko vprašanje mogoče urediti šele po sklepanju miru. Sledila je nekako nova smer v slovenski politiki, ki je programsko prišla do izraza na prvem zasedanju ponovno odprtega državnega zbora 30. maja 17, kjer je Korošec kot predsednik en dan pred tem ustanovljenega jugoslovanskega kluba, ki so ga sestavljali torej vsi južnoslovanski poslanci Cisletanije, prebral Majniško deklaracijo. Tukaj je eden od, bom rekla, vzorcev ali pa osnutkov deklaracije, naj bi bili trije takšni, vendar kot zadnjo jemljemo tisto, ki je bila prebrana v državnem zboru, in sicer, ki je zahtevala združitev vseh ozemlji monarhije, na katerih so živeli Slovenci, Hrvati in Srbi, v samostojno državno telo pod žezlom Habsburžanov. Tako tudi Majniška deklaracija pravzaprav v primerjavi z zgodovinsko retrospektivo slovenskih političnih programov, ki so nastajali v kriznih političnih razmerah in so bili izraz organiziranih političnih sil, tako katoliške, socialdemokratske in liberalne stranke ter raznih gibanj, so bili izrazito avstroslavistični v svojem vsebinskem pogledu in tudi Majniška deklaracija v tem pogledu ni nič drugega. Torej, kaj je zahtevala, je oblikovanje jugoslovanske države na območju z večinskim slovenskim, hrvaškim in srbskim prebivalstvom. Vrhunec torej prve seje 22. zasedanja Dunajskega parlamenta so bile torej nedvomno te državnopravne izjave slovenskih parlamentarnih klubov, ki jih je vlada kljub prizadevanjem pravzaprav ni mogla onemogočiti. Kot vemo, je Anton Korošec, ki je dobil besedo za predstavnikom Češke zveze Stanekom, najprej spregovoril hrvaško, nadaljeval slovensko in potem v nemščini prebral izjavo. Izjavi je sledilo 32 imen južnoslovanskih poslancev, vsi člani jugoslovanskega kluba so podpisali deklaracijo, manjkajo le podpis dalmatinskega poslanca Božidarja Vuketiča, ki je Majniško deklaracijo podpisal čez nekaj dni. Zdaj, kaj je povzročila torej prebrana Majniška deklaracija skupaj tudi z izjavo Čehov in Jugoslovanov, sta pravzaprav obe deklaraciji povzročili veliko razburjenje v parlamentu.
Nemška nacionalna zveza in krščansko nacionalno združenje sta obe izjavi zavrnili že na isti seji. Vlada pa je napovedala, da bo svoje stališče do državnopravnih izjav posredovala po cesarjevem prestolnem govoru. Cesarjev govor je bil dan pozneje, ni niti omenjal državnopravnih izjav, saj je bil napisan pred 30. majem 17, prav tako pa sam govor ni dajal nikakršnega upanja, da bi cesar in vlada nameravala temeljito preobraziti monarhijo. Ministrski predsednik je potem na 4. seji 22. zasedanja 12. junija 17 podal negativno mnenje o državnopravnih izjavah Slovencev. Na to so seveda burno odreagirali češki in jugoslovanski poslanci, pri Čehih in številnih Slovanih so se domoljubna čustva za Avstrijo pravzaprav že zdavnaj ohladila. V bistvu je narode Donavske monarhije povezovala le še obrabljena vez stare dinastije. Na seji je poleg drugih članov jugoslovanskega kluba tudi Krek izrekel znamenite besede, ki jih je bilten jugoslovanskega odbora ponatisnil z velikim poudarkom tedaj in še večkrat kasneje, in sicer pravi takole, citiram: "Dve ideji ne bosta nikdar izumrli, da so Slovenci, Srbi in Hrvati en narod in da spadajo državno skupaj ter morajo državno priti skupaj. Če se ti ideji v tej državi ne bosta izpolnili, bo njihova izpolnitev prišla kljub nam in kljub vsemu in posledice, ki lahko nastopijo zaradi tega, so nevarne za življenje Evrope in njen mir." Konec citata. Program nove vlade, ki je bil potem predstavljen 25. septembra 17, je bil v nasprotju s češko in jugoslovansko državnopravno izjavo. S programom je pravzaprav vlada zavrnila vse pobude in programe ter naletela na razočaranje in odpor med Čehi in Jugoslovani. Ni se torej zavedala nujnosti rešitve jugoslovanskega vprašanja. Kaj je bila glavna tema parlamentarnih debat v novembru 17? Prav gotovo lakota, težave s prehrano zaradi vojne, hkrati pa so razkrinkavali ravnanje vojaških oblasti na slovanskem jugu. Dolgi govori, ki so sledili čeških, jugoslovanskih in slovenskih poslancev, so pravzaprav pomenili neke vrste obstrukcijo. Potem so sledile božično-novoletne počitnice, po njih se je kritika vlade še povečala. Čehi in Jugoslovani pa so pravzaprav izrabili vsako priložnost, da so obračunali s pronemško usmeritvijo vlade in zagovarjali svojo odločenost za uresničitev zahtev državnopravnih izjav. V interpelacijah so na konkretnih primerih opozarjali na grozljivo ravnanje oblasti na jugu države in zahtevali odgovornost vojnega ministra. Korošec je kot primer 22. januarja 18 naslovil kar 21 interpelacij s takšno vsebino. Ob kritiki vlade je ves čas zahteval jugoslovanskemu ljudstvu jugoslovansko državo. Zdaj, kakšen je bil pravzaprav pomen Majniške deklaracije? Majniško deklaracijo nekako smatramo, da je v zgodovini Slovencev eden izmed najpomembnejših narodnopolitičnih programov. Pomembna je tudi zavoljo tega, ker je postala temelj sodelovanja in skupne politične dejavnosti jugoslovanskih politikov. Pomemben del Majniške deklaracije je bila tako imenovana Habsburška klavzula, ki je zagovarjala združitev Slovencev, Hrvatov in Srbov pod Habsburško nadoblastjo, vendar je zanikala državnopravni sistem Avstro-Ogrske, torej dualizem. Želeli so namreč, da bi se oblikovala nova država. Izjemen pomen Majniške deklaracije je tudi v tem, da je združila vodilne slovenske, hrvaške in srbske politike v avstrijski polovici in povzdignila raven političnega odločanja na raven naroda kot celote. To sta dve takšni pomembni, dva pomembna poudarka. To je seveda odločilno vplivalo na narodno-politične težnje slovenskih strankarskih voditeljev in na prizadevanje Slovencev za narodnostno in politično osamosvojitev. Pravzaprav je bila Majniška deklaracija prvi skupni politični program jugoslovanskih poslancev v Dunajskem državnem zboru za samoodločbo. Kot sem že omenila, je torej in kot vemo, da je pri državnih vrhovih monarhije Majniška deklaracija naletela na gluha ušesa, njenih zahtev torej ni sprejela ne vlada, ne cesar, in ko je junija 17 postalo očitno, da cesar ni pripravljen storiti ničesar za splošno preobrazbo monarhije, je časnik Slovenec 28. julija 1217 razglasil, da so zahteve Majniške deklaracije pravzaprav minimalne zahteve Slovencev, od katere nikakor ne morejo odstopiti in sprejeti kakršnekoli kompromisne rešitve slovenskega vprašanja. Deklaracija je izzvala v domačem političnem zatišju znatno vznemirjenje. Kljub temu pa je začetno gibanje v njeno podporo
kljub temu pa začetno gibanje v njeno podporo ni imelo enotnega vodstva in enotne zasnove. Majniška deklaracija ni bila deležna vidnejšega, izrazitejšega ljudskega odobravanja, čeprav so po leti 17 že bili organizirani prvi shodi v njeno podporo. To je nato zagotovil ljubljanski knezoškof Anton Bonaventura Jeglič, ki je dal konec poletja 17 pobudo, da naj predstavniki slovenskih političnih strank podpišejo izjavo v podporo Majniški deklaraciji. Pridobiti nadškofa in izriniti dr. Šušteršiča je bila na nek način naloga dr. Kreka, ki je v tem tudi uspel. Tako je bila pot za agitacijo med ljudmi odprta. Stari liberalci pa so zlezli pod škofovski plašč zaradi svoje varnosti. Torej 15. septembra so škof Jeglič in predstavniki strank, torej Andrej Kalan in Josip Gruden strani, torej pri Jegliču, ter predstavniki Slovenske ljudske stranke, ki je takrat zastopal Šušteršič, Narodno napredne stranke, kjer sta bila predstavnika Tavčar in Triler, in Slovenske katoliške delavske demokracije, ki so jo predstavljali Moškrt, Vidic in Žindaršič, v Ljubljani podpisali tako imenovano Ljubljansko izjavo. Izjava se je pridružila državnopravni deklaraciji Jugoslovanskega kluba in jo dopolnila z omembo načela samoodločbe narodov. Časopisi kot Slovenski narod in Slovenec sta objavili besedilo izjave, Jeglič pa je v svojem dnevniku 18. septembra zapisal, citiram: "Za moj korak so se mi navdušeno zahvalili somišljeniki vse Slovenske ljudske stranke. Liberalci korak izredno odobravajo, sociji pa niso hoteli pristopiti, ker je izjava menda preveč patriotična." Torej izjave ni podpisala edino Jugoslovanska socialdemokratska stranka. Vojna je še vedno trajala, gospodarske razmere in preskrba so se slabšale in ljudje so postali na nek način apatični. Prav tako je stroga cenzura tiska poskrbela za slabo širjenje informacij o neuspehih na frontah, razmere so bile ugodne, torej za širjenje agitacije za osamosvojitev. Kljub temu pa je država dopuščala še precej politične svobode, parlamentarni govori so se še vedno tiskali, dovoljevali so se shodi in tabori, sicer pod strogim nadzorom, vendar so bile priložnost za širjenje ideje o preureditvi države. Podpori škofa Jegliča, ki jo je izrazil v ljubljanski izjavi, je sledilo spontano izjavljanje Slovencev za Majniško deklaracijo. Tako je v slovenski politični zgodovini med prvo svetovno vojno se začel pojav, ki ga imenujemo deklaracijsko gibanje, ki je zajelo celotno slovenski prostor, avstrijski državni polovici in tudi izven njega. Zanj so značilne izjave posameznih občinskih odborov za Majniško deklaracijo, zbiranje množičnih osebnih in društvenih podpisov ter prirejanje velikih ljudskih shodov in taborov v podporo deklaraciji. Majniško deklaracijo je glede na ohranjene popisne pole podprlo več kot 500 občin in občinskih odborov, zbranih pa je bilo okoli 326.000 podpisov v več kot 1350 krajih. To so podatki, ki sem jih pravzaprav že kar nekaj let pridobivala oziroma pregledovala arhive, tako pokrajinske fonde v Pokrajinskem arhivu v Mariboru ter v Arhivu Republike Slovenije. Tako da je v nekaj letih, namreč jaz sem se že kot študentka, torej v diplomski nalogi lotevala te teme in je v bistvu zdaj ob nekaj let nazaj se bolj sistematično lotila in pravzaprav pregledala vse te popisne pole, ki so ohranjene, in tako sem prišla pravzaprav do novih podatkov, ki so za mene kar fascinantni, kako velik delež, bomo rekla, prebivalstva je izrazilo podporo Majniški deklaraciji. Kot drug pomemben poudarek iz deklaracijskega gibanja je prav gotovo to, da so v deklaracijskem gibanju ženske odigrale pomembno vlogo. Tu imate tudi objavljene podatke, koliko je v posameznem arhivu teh podpisov. Moram reči, da sem tudi primerjala popisne pole in se ne podvajajo, tudi to so me večkrat na kakšni predstavitvi vprašali, ali so popisne pole, ki jih hrani Pokrajinski arhiv Maribor ali pa Arhiv Republike Slovenije različne, mislim enake, ali gre za kakšnekoli podvojene, vendar na vseh tistih primerih naredila sem kar veliko navzkrižnih pregledov, tega ni. Tako da stojim za temi številkami, ki so tukaj zapisane,
tako da gre res za kar precejšno množično gibanje v podporo Majniški deklaraciji. Se pravi, kot sem rekla, no, ženske so tiste, ki so pravzaprav v glavnem peljale to zbiranje podpisov. Tukaj sem vesela tudi tele slike oziroma tega osnutka za fresko Mihe Maleša, ki sem ga čisto ob naključju sodelovanja z Kamniškim muzejem našla tam, ko smo pripravili razstavo o Majniški deklaraciji. Mislim, da ta slika še ni bila objavljena, kjer res nazorno kaže, bom rekla, zbiranje podpisov in množično gibanje žensk, torej manifestacije žensk v samem zbiranju podpisov. Vrhunec predstavlja pravzaprav tega zbiranja okoli 200 000 podpisov žena in deklet, ki jih je Franja Tavčar, žena ljubljanskega župana, na velikem deklaracijskem shodu 24. marca 18 v Ljubljani slovesno izročila predsedniku Jugoslovanskega kluba dr. Antonu Korošcu. Zdaj, tisti, ki poznate tale fond v Arhivu Republike Slovenije, gre za popisne polje, ki so vezane v 7 knjig. Tu vam bom pokazala, takšne so te knjige, v katerem so potem kraji po abecedi in nekako so zložene te popisne pole. In teh 7 knjig je Franja Tavčar pravzaprav predala Korošcu na tem shodu 24. marca v Ljubljani. Ohranjene popisne polje v slovenskih arhivih kaže torej na razmah deklaracijskega gibanja po historičnih deželah in dajejo slike in utrip množic v zadnjem letu vojne. Pravzaprav te popisne polje prinašajo nekakšen izviren pogled na dogajanje od spodaj, torej na razpoloženje najširših slojev v želji po rušenju dualizma in ustvarjanju nove državne tvorbe. Velik del izjav vsebuje osnovno idejo o ohranitvi monarhije, saj so si mnogi Slovenci združitev z brati Hrvati in Srbi predstavljali v okviru Habsburške monarhije. Moram povedati, da sem pri objavi potem v knjigi se tudi odločila, da sem kar precejšno število teh dokumentov tudi v originalni obliki je torej objavljeno v knjigi, ravno z namenom, ker se je v slovenskem zgodovinopisju pred več desetletji pravzaprav citiralo te izjave, vendar ne kot celote, ne. Citirali so se samo posamezni deli, jaz sem pa želela pravzaprav za celotno izjavo, objavo celotne izjave pokazati, kakšen je bil utrip oziroma kaj so si ljudje želeli. Tudi, če primerjamo izjave, ki so ohranjene v Pokrajinskem arhivu v Mariboru, v primerjavi s temi v Arhivu Republike Slovenije, so te v Mariboru v glavnem so jih ljudje sami pisali, v Arhivu Republike Slovenije pa so ohranjene izjave, ki so velikokrat natisnjene že naprej in potem sledijo samo podpisi in so v veliki meri identične, medtem ko te na Štajerskem, torej pa ne samo na Štajerskem, kajti fond Pokrajinskega arhiva Maribor glede Majniške deklaracije zajema vse historične dežele, so pa, bom rekla, takšne, da poleg podpisov in same izjave pač lahko sledimo tudi utripom množic, torej ker so ljudje povedali še, kaj jih muči, kako si predstavljajo novo državo, in v vseh izjavah pa je skupno tudi to, da so si nekako vsi seveda želeli miru in konca vojne. Zdaj, kaj so te popisne polje, kaj vse vsebujejo? Na eni strani gre za popisne polje in izjave občinskih odborov, teh je kar precej, potem so izjave osebnih podpisnikov, jaz sem te podpise tudi vse preštela na posameznih polah. V veliki večini so to seveda podpisi žena in deklet, manj moških, saj jih je bilo veliko število pri vojakih. Potem so tu izjave številnih raznih društev, gasilskih, katoliških, izobraževalnih, bralnih, potem šolskih svetov, hranilnic in posojilnic, duhovščine, železniškega osebja, beguncev z Goriškega ter slovenskih fantov s front. Zdaj, kam so te izjave pošiljali? Izjave so v času deklaracijskega gibanja shodov pošiljali osebno dr. Antonu Korošcu in Jugoslovanskemu klubu ali pa na uredništvo Slovenca, Slovenskega gospodarja, Slovenskega naroda in straže. Razmahu deklaracijskega gibanja pravzaprav sledimo v zadnjih mesecih leta 17 in množično v prvem trimesečju leta 1918. Seveda pa imamo tudi izjave iz avgusta 1918.
Velika večina izjav ima torej, kot sem že omenila prej, poleg osnovne izjave in podpore Majniški deklaraciji ter politiki Jugoslovanskega kluba še posebej poudarjeno idejo o ohranitvi monarhiji, pripadnost Avstriji in zvestobo cesarju Karlu. Ljudje so seveda izkoristili, kot sem že omenila, priložnost, da so ob izjavljanju za deklaracijo potožili o svojih težavah in bremenih v gospodarskem in političnem življenju. Mnogi pa so videli v novi jugoslovanski državi pod habsburškim okriljem edino v tem rešitev slovenskega naroda. To je številnih citatov iz samih izjav. Zdaj tu še nekaj primerov takih izjav, na primer izjava slovenskih služkin v Gradcu, ker je 1000 teh služkin podpisalo to izjavo, potem izjava prebivalcev Maribora in okolice, je tukaj primer, ker je na roko izpisana tale izjava. Potem imamo tukaj primer izjave, kjer je zraven pripet tudi tale dopis Franje Tavčarjeve, to je ena izmed izjav iz teh vezanih knjig, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije. Zdaj v okviru deklaracijskega gibanja je seveda treba omeniti deklaracijske shode ali tabore. Na Slovenskem so namreč med 10. marcem in 12. majem 1918 organizirali vrsto javnih zborovanj, taborov v podporo Majniški deklaraciji, kjer se je zbralo veliko število ljudi. Na teh zborih so pravzaprav govorili poslanci in pomembni slovenski politiki in ljudem predstavljali politiko in načrte Jugoslovanskega kluba in delo poslancev. Ljudje so seveda ob tem izražali navdušenje, sprejemali resolucijo v podporo deklaraciji. V začetku maja 18 so deklaracijske shode prepovedali zaradi stališča vlade, da morajo slovenska ozemlja brezpogojno ostati v državnopravni zvezi z nemškimi deželami. Kljub prepovedi pa so deklaracijske shode prirejali še do konca junija 1918. Organiziranih je bilo 21 shodov, taborov, zborov, pod enim od teh imen so se oglaševali in poročali o njih tudi časniki. 7 shodov je bilo prepovedano in na njih niso sprejeli nobene resolucije. Julija 18 poslanci Jugoslovanskega kluba niso več sklicevali shodov. Tukaj imamo ohranjeno fotografijo prav iz Muzeja novejše zgodovine, ki je današnji gostitelj tega mojega predavanja, in sicer shod v Žalcu. Kot je zgovorna sama fotografija, je na shodu v Žalcu 17. marca 18 po poročilih različnih časnikih zbralo okrog 7000 ljudi. Na tem zboru sta govorila poslanca Korošec in Ravnihar. Korošec je takrat predstavil načrt lepše jugoslovanske bodočnosti, kot je imenoval. Slovenski gospodarji poroča, da se povsod sliša en sam klic, citiram: "Mi hočemo proč od tujcev, mi hočemo biti svobodni v veliki habsburški Jugoslaviji." Shod je dobil tudi Ravniharjevo zabeležko v njegovi knjigi Spominih mojega življenja pot. Namreč ob pripravi te monografije sem se lotila tudi pregleda akterjev tistega časa, torej njihovih spominov, tako da sem poskušala malo vzporedno peljati vse to, kar so pisali, bom rekla, časopisi različnih političnih orientacije, to, kar mi govori arhivsko gradivo in kaj so se potem akterji, bom rekla, zapisali tudi v svojih spominih nekaj let kasneje. Tako da mogoče je slika lahko malo bolj popolna. Iz časa deklaracijskih gibanja moramo omeniti prav gotovo še dve tematiki. In sicer to so deklaracijske razglednice, ki jih je kar nekaj izšlo, nekaj jih hrani naša knjižnica, različne inštitucije, tudi Muzej novejše zgodovine, ki so, se pravi, delo Maksima Gasparija in na nek način predstavljajo prav majhne spomenike iz obdobja slovenske zgodovine, ko so pravzaprav Slovenci na nek način začeli odločati o sebi. Potem se je v deklaracijskem gibanju oblikoval tudi in je nastal poseben znak, deklaracijski znak, in sicer oblikovan je bil bršljanov list, s katerim je bilo nekako deklaracijsko gibanje povezano s kmečkimi opori, saj je bil zimzelen tudi z nameni opornih kmetov. Za ženske so bile oblikovane broške, srebrna in zeleno emalirana različica, za moške pa manjši znak z iglo za zatikanje, torej z emajlom ali pa samo srebrn.
V tem času svojega raziskovanja sem pravzaprav tudi pridobila eno tole broško, tako da je pravzaprav lep primerek, kako je bilo to oblikovano. Nekako je deklaracijsko gibanje, ki je zvenelo potem spomladi 1918, čeprav, kot sem omenila, imamo tudi še izjave s poletja 19, nekako sledila radikalizacija narodnega gibanja in začetki ustvarjanja elementov nove države. Slabenjem vojaškega položaja Avstro-Ogrske so politični voditelji habsburških Jugoslovanov začeli pravzaprav pripravljati pot za uresničitev samoodločbe jugoslovanskih narodov. Kot vemo, 24. septembra 18 so se v Zagrebu sestali predstavniki najvišjih političnih organizacij in strank, Slovencev, Hrvatov in Srbov v monarhiji, sprejeli so izjavo o mirovni noti Avstro-Ogrske vlade z dne 24. septembra in v njej izrecno poudarili svojo odločitev za državno osamosvojitev. Državni vrh se konec septembra, začetka oktobra 18 še ni v celoti zavedal resnosti položaja, grozečega razpada mnogonacionalne države in rapidno naraščajoče odtujitve narodov od monarhije. Slovenski, hrvaški in slovenski politiki so nadaljevali z aktivnostmi za narodno samoodločbo, tako je bil seveda v Zagrebu potem v oktobru ustanovljen Narodni svet, Slovencev, Hrvatov in Srbov s predsednikom Antonom Korošcem. Oblikovano je bilo tudi vrhovno politično predstavniško telo, ki je razglasilo in prevzelo vodenje boja jugoslovanskih narodov v Avstro-Ogrski za njihovo državno osamosvojitev, kot so zapisali. 11. oktobra 1918 je bil Korošec zadnjič na avdienci na povabilo cesarja. Ta ga je svaril pred Srbi in rotil, da bi Slovenci vendarle morali ostati zvesti Avstriji. Vendar je Korošec z obžalovanjem ugotovil, kot vemo ta znan stavek, veličanstvo prepozno je, usoda je že odločila. Nadalje Korošec v eni od svojih zapisov pravi tudi tako: s temi besedami smo se tako rekoč poslovili od Avstrije in stopili v novo svobodno državo. Ob tem dodajam, da pravzaprav voditelji deklaracijske politike niso imeli konkretnega načrta o ureditvi zaželene jugoslovanske skupnosti. Razpravo so nekako odlagali vse do jeseni 18 in šele oktobra 18 se v časopisu začela polemika in razmišljanja na to temo. Na primer, Franz Šuklje, ki je svoje razmišljanje na pobudo Korošca objavil v Slovenskem narodu, si je državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki je omejeval le na južnoslovanske dežele Avstro-Ogrske, zamislil kot federativno republiko. Njegovim zamislim so ostro nasprotovali liberalci in zavračali Šukletovo iskanje srednje poti med avtonomizmom in centralizmom. Njegov načrt pa označili za premalo jugoslovanski in preveč avstrijakanski. Ivan Tavčar je menil, da mora nova država biti izklesana iz enega kamna. To mnenje so delili številni slovenski izobraženci, ki so menili, da se ne rojeva le nova slovenska država, ampak tudi nova jugoslovanska nacija. Narodni svet je prevzemal vodenje celotne narodne politike habsburških Jugoslovanov. Zavrnil cesarski manifest 16. oktobra 18 in zahteval samoodločbo Slovencev, Hrvatov in Srbov. Politične vezi z monarhijo so bile pretrgane. Na shodu v Ljubljani je potem 29. oktobra bila razglašena nova država Slovencev, Hrvatov in Srbov. Zadnje dejanje slovenske narodne samoodločbe je bilo torej izvedeno 31. oktobra. Narodni svet je na podlagi soglasnega sklepa vseh slovenskih političnih strank oblikoval vlado za slovenski del države SHS. In prvi predsednik slovenske narodne vlade je postal seveda Josip Pogačnik. Na novo stanje se je odzvalo tudi približno 200 slovenskih častnikov in vojakov. V njihovem imenu je nadporočnik Rostohar Svečano odpovedal prisego habsburškemu cesarju in obljubil zvestobo novi državi. Slovensko vojaštvo je v Ljubljani 30. oktobra prevzelo v mesto nadzor, podobno je ravnal tudi Rudolf Maister v Mariboru, ko je 1. novembra 18 150 možmi prevzel vojaško oblast v Mariboru. Slovenska osamosvojitev državi Slovencev, Hrvatov in Srbov so Slovenci, torej to slovensko osamosvojitev so Slovenci živeli do 1. decembra, do združitve s kraljevino Srbijo. Seveda združitev Slovencev, Hrvatov in Srbov ni bila izpeljana po načrtih, ki so bili izdelani v vojni vihri. Slovenci in Hrvati so bili na nek način izigrani. Srbska vlada je namreč odpovedala tudi ženevski sporazum s sklenjenim predsednikom SLS Korošcem in srbskim premierjem Pašićem. Prav tako ni bil pri zedinjenju upoštevan pogoj, da bo ustava skupne države SHS sprejeta vsaj z dvotretjinsko večino.
Slovenci so v novem državnem okviru pričakovali bistveno večje možnosti za odločanje o svojih temeljnih družbeno-političnih, socialno-ekonomskih in kulturno-prosvetnih zadevah kot v razpadli Avstro-Ogrski monarhiji. Pričakovali so pravzaprav vključenost v temeljna vprašanja nadaljnjega narodnega razvoja v novi državi. In da namesto zaključka pravzaprav nekako zaključim z dvema citatoma dveh pomembnih akterjev pri Majniški deklaraciji, deklaracijskem gibanju in na koncu z nekaj vprašanji, katere odgovore prepuščam vam ali pa debati. In sicer, kot vemo, torej s tem se je leta 18 za Slovence končalo dolgo življenje v pretežno nemški državni enoti, ki je slovenskemu narodu grozila s ponemčevanjem. Leta 19 so se z Narodno matico združili prekmurski Slovenci in se otresli madžarskega pritiska. Odhod Slovencev iz Habsburške monarhije in vstop v jugoslovansko skupnost je zgodovinsko utemeljil eden vidnejših slovenskih narodno-političnih voditeljev, škof Jeglič, ki je igral pomembno vlogo v deklaracijskem gibanju. Leta 20 je v svoj dnevnik zapisal, citiram, res, bil sem zvest Avstrijec in gabila se mi je očitna in posebna skrivna koruptna agitacija zoper Avstrijo. Želel pa sem od nekdaj, da bi se Jugoslovani v okviru Avstrije združili v eno celoto. Vedel sem pa, da je izvršitev te želje nemogoča brez izredno hude prekucije. No, vojska je pa vse tako pretresla in preobrnila, da se mi je ta združitev zdela mogoča. Ker je na to merila Majniška deklaracija, mi je bila draga. Moj podpis je bil merodajen in začelo se je gibanje, ki je omogočilo Jugoslavijo. Hvala Bogu, ki je vse okolnosti tako vodil, da so bili moji koraki popolnoma zakoniti. Konec citata. Anton Korošec pa je z distanco 20 let razmišljal o Majniški deklaraciji in kako je s pogledom nazaj sodil, torej v njeni vlogi v zgodovini in politiki, je spregovoril v prireditvi ob 20-letnici deklaracije 31. maja 1937. Pravi takole. In če pogledamo z te zgodovinske perspektive, moramo reči, da Majniška deklaracija, v kateri je dobilo osvobodilno gibanje svojo znano formo, ni samo eden najvažnejših političnih dokumentov v zgodovini Slovencev. Ne, njen pomen je mnogo večji. Ona je sprožila v zvezi s ličnimi izjavami ostalih avstrijskih Slovanov sile, ki imajo neposredno velik delež na našem osvobojenju in zedinjenju. Torej, če zaključim, deklaracija, v kateri so se Slovenci z drugimi južnoslovanskimi narodi monarhije izrekli za združitev samostojno državo pod Habsburskim žezlom, pomeni pomemben mejnik v zgodovini združevanja Slovencev, Hrvatov in Srbov v skupno državo. Posledično ima ta dogodek in sama izjava pomembno vlogo pri razvoju državniške zavesti med Slovenci. Podpora Majniški deklaraciji pa predstavlja utrip množic v spontanem množičnem gibanju, vsenarodni manifestaciji, kar je deklaracijsko gibanje tudi bilo, hkrati pa predstavlja torej eno največjih manifestacij žensk v slovenski zgodovini. O številkah sem že nekaj povedala, mislim pa, da te številke vseeno podkrepijo to, kar tukaj navajam. Torej, če zaključim, kljub temu, da je upanje po idealnem sožitju Slovencev, Hrvatov in Srbov v novi državi dokaj hitro izkazalo za zmotno in je sledilo razočaranje, večina slovenskih politikov ustanovitev nove države SHS označila za narodno osvoboditev. Tudi Anton Korošec kljub pritiskom iz Beograda ni nikoli zapeljala, citiram, skušnjava vrnitve v objem Habsburške monarhije. Tudi, ko je minilo že skoraj desetletje po odhodu iz Avstro-Ogrske, je bil, kot je povedal na predavanju 16. oktobra 25, prepričan, da bi, citiram, če bi si bili drugače orientirali, bi nam bilo Slovence prineslo še mnogo več škode, kakor si je sploh moremo misliti. Gotovo je, da bi bila Slovenija razdeljena še bolj neugodno, kakor je danes. Konec citata. Kot sem napovedala, tukaj postavljam nekaj vprašanj, torej kaj je pomenilo srečanje Slovencev z orientalsko miselnostjo, ki jo je pomenoval Ivan Hribar v svoji spomini, kaj je zaželena dežela, katere naslov je uporabil tudi zgodovinar Perovšek, pa potem Šuklje v svojem članku, pomenila za Slovence v naslednjem stoletju, ali je Jugoslavija zgodovinska zmota ali nuja, kot jo je opredeljeval Melik in se spraševal, ali manjšanje slovenskega narodnega ozemlja, ali rešitev iz ječe narodov. Tudi tukaj so se zgodovinarji v zadnjem desetletju nekako obrnili, da Avstro-Ogrska ni pomenila ječe narodov. Odgovor na vprašanje, kako smo zatavali, ali pa pomeni tudi ta odločitev leta 18 čvrsto narodno emancipacijsko podlago,
ki je Slovence leta 1991 pripeljala do lastne države, kar se sprašuje v svoji knjigi tudi Jurij Perovšek leta 2009. Tako, toliko za tale del. Seveda pa, kar se tiče same deklaracije in te analize, pa seveda sem na voljo za vprašanja. Hvala, doktor Vlasti Stovbar, za tole odlično predavanje. Hvala tudi za tale zapisana vprašanja. Lahko jih pustim še, če... Ki na nek način odpirajo diskusijo. Zdaj jaz bi morda najprej povabil kar naše gledalce, publiko, če ima mogoče kdo kakšen komentar ali pa mogoče kakšno vprašanje za predavateljico. Upam, da ne bomo rabili tako, kot smo v Viteški dvorani na srednjih večerih, kakšno leto, dve smo rabili, da smo se ugreli, da so potem vprašanja in diskusija postala samoumevna. Upam, da zdaj ta ovira ekranov ne bo tako močna in ne bo trajala, da bomo hitrejši, da se bomo prilagodili digitalni dobi in takoj pravzaprav z vprašanji, ker vem, da ste sicer zelo zgovorni. No, morda bi jaz samo, da malce let prebijam, bi morda vprašal, ali so se znotraj, zadnje čase se večkrat pojavlja teza, da je to bilo pravzaprav tudi največje mirovno gibanje. Kolikor je ta teza upravičena, ali jo najdemo v arhivskem gradivu, in pa seveda, ali je znotraj tega, bom rekel, političnega narodnega ženskega gibanja, a so obstajale kakšne, bom rekel, vidne razlike ali pa diskusije, ki so prepoznane v arhivskem gradivu v zvezi z habsburškim okvirom, ali je bil res povsem nesporen. In pa na drugi strani zanimivo, vemo, da začetek vojne se je zelo začel, bom rekel, vse politične opcije, posebej prevladujoče v Sloveniji, pravzaprav izkoristijo začetek vojne nekje, tudi v kontekstu vojne, za neke vrste obračun z nasprotniki političnimi. Zdaj, ali je tudi znotraj deklaracijskega gibanja prihajalo do kakšnih trenj, kljub temu, da vemo, da je ravno ta presežek razlik bil ena prednost pravzaprav tega obdobja, da se je spoznal ta skupni nastop, ali pa so obstajala kakšna trenja pravzaprav med nosilkami. No, tako da morda za razmisli, za izhodišče pogovora. Ja, zdaj, če sem si prav zapomnila, kaj ste si vprašal, in sicer ta mirovna nota, vse to sem nekje vmes omenila, da so pač večini teh izjav, pač v teh ohranjenih arhivskem gradivu, je skoraj vedno na koncu pripisan stavek, da si želijo miru. Tako da mislim, da je to, kljub temu lahko označimo, da je to, čeprav je bila osnova, torej podpora manjših deklaracij in torej neki novi državni tvorbi, pa vendar je ta nota pravzaprav vedno prisotna. Tudi na samih shodih so pravzaprav tudi o tem je bilo govora. Zdaj, kar se tiče ženskega gibanja in nekih nasprotnih, v tem gradivu, ki sem ga jaz pregledovala, takšnih stvari ni najti. Razen kadar pač imamo tudi nasprotovanja po pobiranju podpisov, ampak ne strani, da bi med sabo, ali pa politično, ampak med nemškim in, bom rekla, med Nemci in Slovenci, uporabim kar dva ta termina, se tudi ob pregledu, bom rekla, nemškega časopisja, ki je zelo, bom rekla, peljalo kar veliko gonjo proti Majniški deklaraciji. Ali po podpori Majniške deklaracije. Tako da te stvari so iz tega gradiva, bom rekla, evidentne. Kar se pa tiče habsburške klavzule, ki je pač sestavni del Majniške deklaracije, moram reči, da se v 90% teh izjav je ta habsburška klavzula zapisana. In torej ni bila samo neka forma. Seveda, jaz moram reči, da ko sem pred mnogo leti delala diplomo iz te teme, to je bilo leta 90, bom rekla, ob prehodu v novo državo, je bila ta moja diploma ravno z vidika tega, da mi je bilo očitano, da preštevam habsburška žezla, pravzaprav kar veliko polemike v zvezi s tem med slovenskimi zgodovinarji, ker pač del zgodovinarjev je menil, da je to pretirano in da se ta klavzula da je pač bila zapisana.
Zato tudi, če prebiramo, bom rekla, dela iz prve polovice ali pa iz srede 20. stoletja, torej zgodovinska dela, lahko ugotovimo, da so te majniške izjave oziroma te deklaracijske izjave velikokrat citirane brez prvega in zadnjega stavka. Moram reči, da tega kar veliko, no, z vsem spoštovanjem do profesorjev, ki so pač se s tem ukvarjali pred mano. Tako da, to je tisto, kar bi imela iz samega gradiva za povedati, kar se je dalo ugotoviti pri analizi tega. Najlepša hvala. Morda kdo še kakšno vprašanje? No, morda, jaz samo en tak droben komentar k tem vprašanjem, ki so bila napisana, ne, ječa, sama ječa narodov, ne, se, moram reči, verjetno smo tudi na srednjih večerih se jim malo vplivali, da se je razširil malo bolj večplasten pogled na Avstro-Ogrsko, na samo vojno in na te vplive. Je pa zanimivo, seveda, da zdaj je to seveda splošno sprejeto, da pravzaprav, da je Avstro-Ogrska v nekem smislu, Avstrija in Avstro-Ogrska v nekem smislu od Vodnika do Cankarja, da tako rečem, pravzaprav bila bolj valilnica narodov, kar mislim, da je celo doktor Rokstragar na nekem mestu zapisal. Mi je pa zanimivo, če tako malo v izziv, ko se razmišljamo, tega recimo nihče ni označil za revizijo, ne, ker bom rekel, zadnje čase se veliko pojavlja v različnih polemikah, bom rekel, in strokovnih in manj strokovnih, se ta pojem revizije pojavlja, ampak zanimivo, da nikoli ni, da je vedno omejen v bistvu na drugo svetovno vojno, ne. Da mi tukaj pri prvi svetovni vojni pravzaprav vedno zelo pozitivno sprejemamo, če nekdo na podlagi dejstev znanstveno dokazano, bom rekel, ruši neke uveljavljene stereotipe, ruši neke mite in tega jaz opažam, da pravzaprav v zadnjih vsaj 2 desetletjih ali več je bilo pravzaprav na polju prve svetovne vojne izjemno veliko narejeno in pravzaprav to tudi ni bilo, da rečem malce zelo karikirano in preprosto ni bilo težko narediti, zaradi tega pravzaprav, ker je prva svetovna vojna bila zelo dolga leta nekje ne tako raziskovana ali pa ne tako za usmerjeno svetlobo kot nekatera druga področja, ne, in tako tudi pol teh kritike ni bilo. Morda to malo za izhodišče za pogovorov, če ima kdo kakšno mnenje. Jaz sem hotela sam nekaj reči, zdaj, jaz se opravičujem, jaz nisem zgodovinarka, ne, da me ne boste zdaj preveč kritizirali. Ampak zdaj malo nazaj sem brala od Finžgarja, tako bolj natančno leta mojega popotovanja, no in on tudi v tistem času seveda piše oziroma tako govori, kakšen je bil odnos takrat pravzaprav do tega, da bi se združili nekako, da bi se združili Srbi, ampak že prej mogoče pravzaprav bolj takrat, no, da bi se združili pol pozneje, seveda pol že, ki je bila kraljevina SHS. Se mi zdi zanimivo, kako je, ne vem, kdo zdaj natančen, no, ampak kakšni politiki tudi, kako so na en način ne samo kritizirali, ampak svarili, da ne pod Srbe, ne, vsekakor ne pod Srbe, Srbi ja, ampak ne pod Srbe, no. Tako, da je bil en tak, pol pozneje seveda bolj v kraljevini SHS in tak, kar precejšen strah, no, se mi zdi, no, tako v zvezi s tem, no, da bi se združili Srbi, ampak se pravim, to je pol pozneje že po majniški, no, ampak to mi je prišlo zdaj na misel, no. No, jaz bi za predavateljico v zvezi s tem imel tako podvprašanje, ne, zanimivo, kako Vlasta, kako je pravzaprav v Beogradu, kakšni so bili odzivi v Beogradu na majniško deklaracijo, ne? Ker zanimivo je tudi to, da na nek način je sama jugoslovansko, da tako rečemo, vprašanje je nekje, danes vemo, da je pravzaprav bil to problem osvobajanja južnih Slovanov znotraj Habsburške monarhije, ne? Pozneje v recepciji, zdaj, ko beremo srbsko zgodovino, je jugoslovansko vprašanje bolj problem srbske zgodovine in kot da se mu pravzaprav Slovenci, Hrvati in ta bivša avstro-ogrska območja malce odpovedujejo. Kako je bilo pa pravzaprav
ob sprejemu, ko so odmevi o Majniški deklaraciji prišli v Beograd, so kakšni podatki, kakšni so bili? Moram reči, da teh podatkov jaz tega nisem pregledovala, to je pravzaprav še ena tema, ki me zelo zanima, da pravzaprav se lotimo še, kako je bila Majniška deklaracija povzeta, ne, ali pa sprejeta drugje. Pravzaprav sem se jaz osredotočala samo na, bom rekla, na te Slovence, Hrvate in Srbe, ki so živeli v Avstro-Ogrski, ne pa kot tam. Tako da to je še tema, ki je ne znam dati odgovora, kako je bila sprejeta. Vendar glede na vse, bom rekla, dogajanja pozneje, pa bom rekla, da mislim, da so jo kar zanemarili, ne, saj so jo pravzaprav tudi tisti dogovori, kako bi naj ta združitev izgledala in Ženevska konvencija in vse te ostale stvari pravzaprav kaže na to, da so pač Srbi se s tem pravzaprav niso poistovetili ali da bi to sprejeli kot neko, bom rekla, podlago za kakršnokoli kasnejše sodelovanje, ne. In mislim, da tudi tukaj je Koroščeva vloga bila pač taka, ko on je bil politik, ki se je pač dal v danih razmerah zelo hitro prilagoditi in tudi te stvari pravzaprav se niso dalje gojile, no, če tako rečem. Tako da mislim, da je ta hitra združitev, ki se je zgodila konec leta 18, pravzaprav kaže na to, da je bila Majniška deklaracija kar zelo hitro malo pozabljena, no. Mogoče je pa kdo drug, ne vem, od kolegov raziskoval, kaj to je, pravzaprav tega, bom rekla, v srbskem tisku nisem pregledovala še. Me pa to, bom rekla, še čaka, ja. Imam željo to narediti še. Mogoče samo komentar k temu, dodatek v tem smislu, odnos ali pa pogled srbskih zgodovinarjev na Majniško deklaracijo je zelo zanimivo pogledati pa primerjati slovenske učbenike za zgodovino, ne vem, gimnazijske ali pa osnovnošolske s srbskimi, ne. V slovenskih vedno lepo slovesno piše tudi Krfska deklaracija, vedno je to izpostavljeno. Medtem ko če primerjaš malo s srbskimi tam kakšne Majniške, boš zelo imel srečo, če boš našel. Mogoče je že to en upogled v samo materijo. Ali pa za začetek nadaljevanje raziskovanja za vlasta. Ja, moram pa reči, da imam pa eno izkušnjo, ko je muzej v Beogradu leta 18 pripravljal eno razstavo o nastali državi, in so povabili, bom rekla, tudi mene, da sem pripravila en prispevek pravzaprav o teh dogodkih z poudarkom na Maestru in bojih za severno mejo, pa moram reči, da so mi ga kar nekajkrat vrnili, ker recenzent ni bil zadovoljen z mojim pogledom. Tako da so želeli, da je vloga Srbov v tej zgodbi znatno večja, tako da smo potem prišli do nekega kompromisa, da stvar bila objavljena, pač, da smo, bom rekla, redivirali samo tisto, kar sem res lahko, ostalo sem pustila, ampak je bilo kar dolgotrajajoče dogovarjanje, kaj ja, kaj ne, no, tako da verjetno tako, kot je bilo rečeno, ne. Toliko revizij, Marko. Ja. Ja, a je še kakšno vprašanje morda? Nič, če ni nobenega vprašanja, potem bi se jaz na prvem mestu seveda predavateljici dr. Vlasti Stovbar zahvalil za to izjemno zanimivo predavanje. Vesel sem, da smo končno dobili predavateljico, čeprav samo preko računalniškega ekrana v naš muzej. Upam, da bomo v bodoče to popravili, da bomo še s kakšno zadevo nadgradili. Zdaj seveda vabim vas tudi na naslednjo predavanje, ki bo 16. junija, še vedno na Zoomu, ker nam pač kljub vsemu razmere ne omogočajo, ker smo si pravzaprav ta letošnji ciklus že lansko leto zastavili pravzaprav v to smer, ne da bi zapuščali Prvo svetovno vojno, nikakor ne, vsi me poznate, da se tega niti slučajno ne želim, ampak seveda se pa vsi zelo zavedamo, da Prva svetovna vojna je imela zelo daljnosežne posledice na vseh področjih. Prejšnjikrat smo dr. Mateja Ratej obdelala neko temo. Prihodnjič 16. junija bo pa Grega Žorž, bil je sicer lansko leto najavljen, da bo predstavil Mihajla Švabiča v italijanskih arhivih, ampak je rekel, da je v teh stvarih toliko napisal,
da pravzaprav se mu zdi škoda ponavljati lastnih misli in se je zato sam odločil, da bi predstavil neko drugo temo, ki jo je pozneje raziskoval, namreč o sistematičnem uničevanju objektov v Rupnikovi liniji na mejni okupacijski coni Ljubljanske pokrajine, kar pomeni, da seveda na nek način gremo malce v drugo svetovno vojno, ampak na en tak specifičen način. Namreč mi vemo, da te obrambni utrdbeni sistemi od Maginotove linije do Alpskega zida in Rupnikove linije nastajajo po vzoru Prve svetovne vojne. Praktično svet je bil še dolgo v nekem krču vojne in je rešil probleme za nazaj. In to nam bo Gregor Žorž pokazal, upam, da tudi s kakšnimi fotografijami. Toliko, na vojno preskrbovalne piškotke vas ne morem povabiti, lahko si jih doma privoščite kakšne boljše oblike s čokolado in zato se vam zdaj kar v bistvu lahko zahvaljujem za to pozornost. Zdaj na tem mestu bi jaz zaključil, če ima kdo še kakšen komentar, če ne, pa vsem en lep pozdrav, lahko noč in nasvidenje 16. junija. Nasvidenje.